Ampak imamo pa raziskavo, ko sem glih 2 dni nazaj delil na Instagram, ki pa je pokazala, da isti trening program za hipertrofijo, se pravi pridobivanje mišične mase, v primerjavi z identičnim hipertrofičnim programom, s tem, da so dodali 20 minut kolesa po koncu treninga, je v drugem primeru, kjer so dodajali aerobni trening, bilo več povišanja, oziroma višje povišanje mišične mase in to mislim, da za 13%. Z istim protokolom, samo dodali so 20 minut aerobne vožnje na biciklu. Dober dan, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes se bomo pogovarjali, zakaj je po mojem mnenju trening cone 2 pomemben čisto za vsakega posameznika. Zdaj to sem se odločil zaradi tega, ker dejansko ful pogosto na tedenski ravni dobim eno izmed 2 vprašanj. Ali dobim, eno niti ni vprašanje, ali dobim vprašanje, moj cilj je samo povečanje moči pa mišične mase, a bi bilo treba za mene tudi cono 2 dodajati v trening. To je vprašanje, ko ga dobim. Ta drugo je pa bolj trditev ali kakorkoli, je pa, ti pojma nimaš, kaj govoriš, jaz sem powerlifter oziroma niti ne powerlifter, jaz hočem povečati samo mišično moč in mišično maso in zdaj, če bom delal jaz cono 2, bo prvo kot prvo se bo negativno vplivalo na prirastek mišične moči, pa itak nimam cajta delati, reč delam 5krat tedensko počepe, bench pa deadlift, ko pa da bi zdaj en trening dal stran, pa dal cono 2, ker v bistvu pol mi bo cajt kradlo in ne bom naredil dosti volumna. Zdaj pa pogledamo, kaj načeloma kaže naša fiziologija, pa kako je moje mnenje o tem. Dajmo prvo razjasniti, kaj sploh mislim z cono 2. Kaj je sploh trening cone 2? Ponavadi se zdaj cona 2 definira kot, idi na 55% svojega maksimalnega pulza in to je v bistvu tvoja cona 2. Sicer je nekaj razpon, rečemo od 50 do 60% maksimalnega pulza, tam je kao cona 2 in to je to. Ampak jaz bi rad čist malo globje razjasnil zadevo. Zdaj prvo je pomembno, da razumemo, oziroma da se sam zavedamo, da imamo v telesu 3 glavne energijske sisteme, s katerimi telo pač pol proizvaja ultimativno, univerzalno energijo ATP, adenozin trifosfat. In to so aeroben sistem, anaeroben glikolitičen sistem in pa fosfokreatinski sistem. Danes se bomo osredotočili samo na enega in to je aeroben sistem. To pa zaradi tega, ker hočem, da so zdaj, sprobal bom malo drugače toto snemanje podcasta, zato da rabite poslušati 30 do 40 minut mojega nakladanja, ampak probal, da je vse malo hitreje skozi. Teda, zdaj se ne bom globoko spuščal vse 3 energijske sisteme, zato imam v mislih, da naredim en čist svoj podcast, posebej da razjasnim energijske sisteme bolj podrobno, da boste vsi razumeli, za kaj se gre. Ampak danes se bomo osredotočili na enega in to je aeroben sistem. No in to je spet pomembno zdaj, da vemo v bistvu 3 glavne stvari glede aerobnega sistema. Prva stvar je, da poteka samo ob prisotnosti kisika. Druga je, da je v bistvu za njega, v primerjavi z drugim 2 energijskima sistemoma, značilno, da lahko proizvedemo najmanjši output iz vidika powerja oziroma iz vidika sile, ampak lahko ga pa ohranjamo najdlje čas. In pol še zadnja stvar, ki je pa po moje še najbolj pomembna, še posebej pol za moj point, zakaj je treba to, da trenira vsak posameznik, je pa, da sodeluje pri vseh 3 energijskih sistemih. Se pravi, razjasnili smo, da je to sistem, ko poteka samo ob prisotnosti kisika. Zdaj pa, ta sistem ima še vsem 3 načine, na katere lahko on pridobiva energijo. Prva pot, po kateri aeroben sistem pridobiva energijo, je glikoliza. To samo pomeni, da s pomočjo glukoze, ki se razgradi na piruvat, pa pač določene stvari, ki nastanejo kot stranski produkt, telo pridobiva energijo. Druga je Krebsov cikel. To se dogaja v mitohondrijih, s pomočjo kisika pa maščobnih molekul se proizvaja ATP energija. Zadnja stvar je pa elektronska transportna veriga, to se pa dejansko dogaja, skoraj ime že pove, kaj se dogaja. Eni donerji elektronov pošljajo elektrone prejemalcem elektronov in s tem, ko gre elektron skozi oziroma proton skozi membrano, se pol proizvede energija. Spet, ne bom se spuščal globje v te 3 poti, zaradi tega, ker bom to razjasnil pol, ko bomo šli dejansko razjasniti vse 3 sisteme bolj podrobno. Zdaj gremo pa naprej, zato da končno prijem do svojega pointa. No in zdaj, vse to skupaj upam, da je bilo približno jasno, pomeni pa, da bomo z treningom aerobnega sistema, oziroma z aerobnim treningom, oziroma s treningom cone 2, bomo vplivali čist na vse sisteme. Glavna izmed vseh sistemov sta pa
kardiovaskularni sistem pa skeletno-mišični sistem. No in zdaj, kaj se bo v bistvu zgodilo, ko bomo mi povečali našo aerobno sposobnost oziroma našo aerobno vzdržljivost? Povečal se bo pretok krvi do vseh struktur, kam pač gre kri, se pravi do organov, do mišic, do kosti, do sklepov, do možganov. To se bo povečalo. Druga stvar, ko se bo zgodila, se bo povečal prenos kisika do tkiv, ki potrebujejo kisik, kar so basically vsa tkiva v našem telesu. Pa še zadnja stvar, ta glavna, ko se bo zgodila, je pa, da se bo povečal tudi odtok odpadnih metabolitov, ki nastajajo ali pri organskem delovanju, ali pa nasploh pri mišičnem delovanju, ko vemo, da nastajajo določeni metaboliti, ko pol zavirajo mišično rast, oziroma so signal, da je treba tisto odpraviti, da lahko mišica raste ali pa izboljša svoje zmogljivosti iz kakršnega koli vidika. To so tri glavne stvari, ko se bojo zgodile, če boš izboljšal svojo aerobno sposobnost. No in zdaj lahko končno zaključim video s tem, da povem odgovor na vprašanje, zakaj mora vsak trenirati cono 2. Zdaj, more je taka beseda, ko je načeloma nočno uporabljati, zaradi tega, ker je ekstrem morš. Ni da morš, ampak 99% ljudem bo koristilo izboljšanje svojih aerobnih sposobnosti. Tudi elitnim powerlifterjem, kjer jim se gre samo za 1 RM, pač samo en dvig maksimalen. Tudi njim bo izboljšalo in zdravje, in napredek na dolgi rok, in regeneracijo, in kognicijo. Ok, samo še to, prej da pridem do odgovora, sem se zdaj spomnil, na podcastu pri Phoenix Training Systems smo se že menili o tem, pa sem izpostavil takrat olimpijskega dvigalca v teži, nikoli ne vem, kako mu je ime, nek Kitajc je, starejši, ko je ne vem koliko svetovnih naslovov dobil, tudi ko je tekmoval z mlajšimi pa to. No, njega so, mislim, da lani ali predlani so ga dobili na dopingu. In pač od športnika, kjer je dominanca njegovega treninga, 90% treninga temelji na izboljšanju eksplozivnosti, hitrosti, power outputa, za tist en dvig, ko ga on naredi, in pa itak seveda tehnike. Za njega bi pričakovali, da ga bojo dobili, ne vem, na testosteronu. Pač na nekem sistemu, oziroma na nekem hormonu, ki izboljša tvojo ali mišično delovanje, da lahko proizvedeš več moči, ali pa bi pričakovali, da bi ga dobili na nekem hormonu ali pa na nekem dopolnilo, ki izboljša delovanje živčno-mišičnega sistema, zato ker večja aktivacija živčnega sistema pomeni tudi večji output oziroma hitrejši output, karkoli. Ampak dobili so ga na epoto, na eritropoetino. Kaj pa naredi eritropoetin? Eritropoetin poviša proizvodnjo rdečih krvničk, kar poviša prenos kisika do celic, oziroma predvsem v njegovem primeru do mišičnih celic, kar pa ne poviša power outputa direktno, ne poviša oziroma izboljša tehnike, ampak naredi, da lahko nekdo v istem času naredi več volumna treninga. Večji volumen treninga pa zdaj lahko poveča mišično maso, lahko poveča mišično moč, lahko pa izboljša tudi tehniko. Zdaj odvisno, kaj pač ciljaš s tem. In zdaj njihov argument mislim, da je bil tam, da to je tudi zaradi tega verjetno bilo, zdaj itak to je špekulacija in to se čisto strinjam. Ampak njihov argument je bil, da je pa mogoče bilo zaradi tega, ker so takrat imeli tekmo na višinah oziroma na višini in da on pač ni navajen višine in je takrat Epo vzel zaradi tega, da bi se pač kao boljše odrezal. Ja, bi se strinjal, če bi bil to nek šport, kjer dejansko pride do tega, da bi na njega višina vplivala kakorkoli iz vidika performansa. Na njega višina ne bo vplivala zaradi tega, ker za en dvig ne rabiš ti niti kisika uporabljati, da bi lahko naredil en dvig. In ni važno, a treniraš na nadmorski višini, pa pol tekmuješ na 6000, če se prej privadiš en teden, da si tam, ne rabiš epota, da bi ti izboljšal tvoj performance. Teda jaz še vedno mislim, da je on vzel eritropoetin, zato da je lahko delo več volumna in pol je s tem izboljšal tehniko, izboljšal moč. In aerobni trening, dodajanje aerobnega treninga bo na dolgi rok povzročilo, da boš lahko naredil več volumna v isti časovni enoti. To pa zaradi tega, ker boš zmanjšal svoje pauze, zaradi tega, ker ne boš rabil več sedeti 5 minut na klopci, ker boš v 3 minutah regeneriral telo nazaj, pa cel fosfatni sistem, ki ga rabiš za en lift, maksimalni počep, in boš lahko to naredil v 3 minutah. To zdaj pomeni, da boš v vsaki pauzi dobil 2 minuti več, kar pomeni, da lahko ali dodaš serijo, kar na koncu znese več volumna na koncu tedna, ali pa si prej doma in greš prej, preklopiš v
recovery, pač v parasimpatik. To je v bistvu point treninga cone 2 za powerlifterje. Oziroma, zdaj sem pač powerlifterje dam vedno samo zaradi tega, ker so čist ekstremen primer športa, ki se osredotoča samo na povišanje mišične moči, ne zaradi tega, ko bi hotel zdaj pač njih izpostavljati. Imamo pa na drugi strani rekreativce. In zdaj pri rekreativcih je pa zgodba še bolj potentna, če bojo v svoj trening dodajali trening za izboljšanje aerobnih sposobnosti. Povečala se bo mišična moč na dolgi rok, na način, ko sem ga zdaj razložil. Povečala se bo mišična vzdržljivost na dolgi rok, povečala se bo mišična masa na dolgi rok, povečala se bo kognicija, oziroma izboljšala se bo kognicija, če ima kdo težave s kognicijo na dolgi rok. Izboljšalo se bo delovanje na nivoju mitohondrijev, kar je itak v prvi vrsti vplivalo na vse to, kar smo zdaj našteli. Pa lahko bi dodal, da še se bo izboljšala kostna gostota, izboljšal se bo nasploh zdravje njihovega tvojega metabolizma, bolj boš učinkovit pri kurjenju maščobnih kislin, kar pomeni, da se nasploh tvoj metabolizem pač boljš obnaša. To je pa v bistvu to, mislim, da zdaj dejansko vse naštel, vse kaj več ne more biti. Pa mogoče to dodam za čist skrajni primer, se pravi za powerlifterje. Pri powerlifterjih se bo zgodilo isto. Na dolgi rok boš v primerjavi, če imamo nek plan za powerlifterja, kjer rečemo 5 do 6 tednov dela določeno progresijo v treningu in pride do konca do nekih številk. Če bi powerlifter namesto ali enega treninga ali pa namesto da razvleče trening na 2 uri, medtem ko ima take pauze, na koncu treninga rajš dodal namesto ene serije počepov pa ene serije deadlifta pa ene serije bencha dodal aerobno veslanje na roverju, aeroben airbike, aeroben trening na biciklu, kakršnakoli pač naprava, ne rabiš iti laufat, oziroma niti ne priporočam laufanja. Boš v 6 tednih v primerjavi s tistim, ki ni dodajal aerobne vzdržljivosti, po mojem mnenju boš bolj hitro in bolj optimalno napredoval. Tako da se bom še bolj podrobno spustil, če bo koga zanimalo, da ne bo zdaj to predolgo, ker sem hotel stisniti po 10 minut, pa itak ne vem, če mi je ratalo. V glavnem, to je moje mnenje, zakaj bi mogel čisto vsak v svoj trening dodajati aerobno vzdržljivost oziroma trening cone 2.